Tu bi morala že 2 leti stati garažna hiša s poslovnimi prostori, a Damjan Bremec lahko o tem le sanja. Čeprav je samo za zemljišče plačal več kot 1 milijon evrov, več od pogleda na ne dobi. A bankirjev to ne zanima, vrniti jim mora 860 tisoč evrov posojila. Primam za vsako delo, karkoli je možno, zato da te račune plačujem pošteno. Od 4,5 do 4 tisoč na mesec. Ko je leta 2009 z Jankovićem podpisal pogodbo, se mu ni niti sanjalo, da je kupil funkcionalno zemljišče okoliških stavb in zato mu ne pustijo graditi. Ljubljanski župan je na dražbi in s pogodbo zagotavljal, da zemljišče ni sporno. Napisali so, da se zemljišče prodaja bremen prosto, vseh pravnih bremen, to pomeni tudi morebitnih funkcionalnih zemljišč ali drugih zadev in v dobri veri smo mi tako zemljišče tudi kupovali. A dokumenti, ki jih imamo, kažejo drugače. MOL je že pred prodajo vedel, da je zemljišče, čeprav je formalni lastnik občina, nesporno v posesti tretjih. Kasneje, leta 2011, pa MOL celo objavi, da so na zemljišču možna le vzdrževalna dela in podobno. Kljub temu je župan Janković Bremca še naprej prepričeval, da bo na zemljišču lahko zidal, kar dokazuje tudi pridobljeni posnetek telefonskega pogovora med njima. Imamo teh 33 hitrih postopkov, ne? Ja. Letos pa šlo do te spremembe, da bo to možno. Letos do kdaj? Računali smo 1 leto, ampak bo v 9 mesecih bo spravljen skozi. Ko je za posle slišal pravnik Pirnat, se je zamislil in povedal. Tale stvar je zelo sumljiva. Vsaj položaj, v katerem se mestna občina Ljubljana ne bi smela znajti. Torej, morala bi ravnati bolj pošteno, bolj transparentno. Bremec je zaradi zavajanja že ovadil Jankovića, do zdaj se ni zgodilo nič. Je pa sodišče že začelo odločati o razdrtju pogodbe z MOL-om, kar je Bremčevo zadnje upanje, da dobi nazaj vsaj del milijonske kupnine.